Lepo pozdravljeni v naši prvi oddaji Aktualno na GFML, kjer vam bomo v mesečnih oddajah predstavili zanimive dogodke in novice, ki so se pred kratkim odvijale na naši šoli. Ob slovenskem kulturnem prazniku nas je obiskal znani prekmurski pisatelj Feri Lainšček. Skupaj z dijaki in profesorico Ireno Štohec so se pogovarjali o njegovem ustvarjanju in o knjigi Loči bom peno od valov, ki je letos obvezno maturitetno čtivo. Za literarno opoldne so seveda bile potrebne priprave. Vsak razred se je pač odločil, kaj bodo naredili oziroma kaj bodo prispevali. Zato so dijaki rekli, da bi nekako okroglo mizo oziroma vodenje. Iz vsakega razreda so izbrali enega oziroma dva dijaka, potem so tudi sami pripravili vprašanja. Videli smo, da so zajeli dejansko celoten Lainščkov opus. Feri Lainšček je najprej povedal nekaj o svoji mladosti in o tem, kako je sploh postal pisatelj. Zmeraj znova ugotavljam, da me v to literarno življenje niso usmerile knjige, ker preprosto do prvega razreda osnovne šole pri nas doma ni bilo knjig, ampak oče in mama sta bila sjajna pripovedovalca. Se pravi, usmerila me je beseda, zato tudi nisem zaskrbljen kot večina, kaj se bo zgodilo, ko več ne bo knjig, ko bo vse na elektronskih medijih, ko bodo nosilci tega sporočila drugi, zato ker vem, da ni bistvo v nosilcu sporočila, ampak je bistvo v pripovedovalcu, v tistem, ki spregovori. Dokler bo duša govorila, dokler bo človek razmišljal samo o sebi, ni nobene nevarnosti, da bi to duhovno življenje izgubil. Zelo mi je bilo lepo poslušati pesem Sanje so večne danes, ki jo je Samo Budna oglasbil tukaj domačin in ki enkratno zazveni pač v drugi obliki. Se pravi, po domače rečeno, jaz sem se vrnil v Prekmurje zaradi tega, ker sem iskal nek mirni kotiček, kjer bi lahko pisal. Tam bi me povleklo v drugo, verjetno, in Prekmurje je naravnost idealno za pisatelja. Ne? Za marsikaj ni idealno, za pisatelja je pa naravnost idealno, ker je leno, panonsko, nevznemirjeno. Murska Sobota je recimo nekaj med vasjo in mestom, praktično si v petih minutah peš, v kjerikoli smeri greš, že v naravi. Meni je to idealno prizorišče za moje ustvarjanje. Grem vsak dan s psom ta park, grem do Mika recimo, z mladimi iz Mika, verjetno se kdaj srečamo, če kjer je zahajati, ja, se družim, ker je tam doma neka ustvarjalna energija tega mesta, vse drugo je Bog pomagaj, ne v Murski Soboti. Ampak meni je idealno. No? Zakaj pišem tudi za mlade? Pa meni se zdi, da zaradi tega, ker pravzaprav ne vidim razlike med pisanjem za otroke in za odrasle. Jaz pač tudi te mlade bralce jemljem zelo resno. Ko je šla hčerka v prvi razred, je prišla enkrat domov popolnoma šokirana in se bom večno spominjal njenih besed, zakaj mi nisi povedal, zakaj si mi ne probal. Ker je bila moja pesmica v prvem berilu takrat. Ravno takrat, ko je šla v prvi razred, je bila pesmica prvič moja v berilu, ona pa ni videla, da jaz pišem. Jaz tudi tematiziram ljubezen na en zelo specifičen način. Če si jo brala, si videla, polovica je ženski lirski subjekt, polovica je moški lirski subjekt. Sicer je Zoran Predin enkrat rekel, celo po televiziji je rekel, vse vas je nategnil, če bi zamenjali tisto, kar so ženske, pa moške bi spet funkcioniralo.
Ampak jaz mislim, da je vendarle tu nekaj več notri v tej razliki med, kako poenostavim, med žensko dušo in moško dušo. Mi smo si vsi enaki, jaz nimam nekih specialnih nagnjen ljubezenskih, jaz sem povsem normalen moški v tem smislu, ne. Ampak dal sem si odpreti to polovico sebe, kjer ta svet, kjer pač je ta moja duša ženska, ne. Večji del okrogle mize pa je bil namenjen romanu Ločil bom peno od valov. Mi smo se svoj čas veliko po tej italijanski obali na nek način klatili, bi rekel, ne, in na enem jutranjem dogajanju, ne, tako bolj žur dogajanju, ne, ker ob 4 ne greš na plažo, ne, ker tak, ne. Sem se pač jaz z eno žensko v nečem prepiral. In sem v enem trenutku rekel, veš kaj, ločil bom peno od valov, ne. Seveda sem mislil tiste valove, ki so bili tam in tisto peno, ampak v prenesenem pomenu, ne. Zdaj, kaj je to hotelo pomeniti, ne, ali rekel bom bob, ali bom postavil stvari na svoje mesto. Skratka, hotel sem nekaj opisati. No in tako je nastala ta pesniška fraza, ne. V tem primeru, tam je hotela nekaj sporočiti, v tem primeru, ko daš k romanu, deluje kot metafora, ne, ki povzema pač te vmesne prostore tega romana, ki so nek presežek. Meni se je šlo za to, da bi rekel, da je v teh krajih tudi v tistem času živelo meščanstvo, da je ta meščanski svet obstajal, pa da je obstajalo to življenje na gradovih, ki so pač tu bili, neko veliko življenje na gradovih, saj deloma to iz romana vidite. Ti gradovi so bili vpeti na eni strani na Dunaju, na drugi strani v Budimpeštu, neko zelo veliko dogajanje. No in to so ti zunanji vzgibi moji, da bi pokazal drugačno podobo tega Prekmurja skozi zgodovino. Par skupin je prišlo, zdaj se je pač na podlagi tega romana razvil nek turizem, ne. Res dobesedno, par gimnazij, ne so bili iz Brežic, pa z Zasavja, so prišli na izlet po lokacijah romana, so šli. Jaz sem sicer temu se zelo nekako upiral, ampak se ni dalo upreti, ne, potem sem se tudi srečal z njimi. Ne, smo imeli tak pogovor, ampak oni so, ker so šli na kosilo v Zvezdo v soboto, sem jih našel pri tistem starem klavirju tam v restavraciji, če veste, v soboto. In oni so bili prepričani, da je to tisti klavir, ne, iz romana. Njim je to delovalo kot nekaj drugega, kot deluje vam. Meni se je celo zgodilo, ko so roman prevedli, da v prevodu so ljudje mislili, da to Prekmurje ne obstaja, ne, da je to izmišljena dežela, veš, ne. Z to distanco literatura v različnih kontekstih različno funkcionira, ne. Jaz moram reči, da sem seveda ta roman pisal na ta način, da sem prisluškoval Elici. Se pravi, nek zorni naklon, to, kar sem že prej omenjal, mojega pogleda vstopa v ta roman je skozi njeno doživljenje, čeprav to ni eksplicitno izpostavljeno. In zaradi tega seveda poznam Spranskega malo manj. Ne? Poznam ga tudi jaz zapeljan z njenim doživljenjem njega. Ne? In tako se verjetno zgodi tudi bralcu. Pač to je ta magija literature, ki zelo občutljivo in zelo subtilno prenaša to, kar je pisatelj pač doživljal na bralca. Ne da bi to pisatelj počel zavestno in ne da bi bralec to počel zavestno. Ne? Zdaj, kaj jaz predlagam za maturo? Ne? Za maturo je najboljše uporabiti tisto razlago, ki vam jo bodo položili v usta. Ne? Bistvo umetnosti
predvsem pa literature, seveda ni v dajanju odgovorov, ampak je v zastavljanju vprašanj. In ko vam bo začela literatura vsiljevati odgovore, potem vedite, da ni dobra. Srečanje s prekmurskim pisateljem so popestrile glasbene točke in uprizoritve iz romana. Moram povedati, da nisem sama izbirala prizorov, ampak sem dejansko to prepustila vsi učitelji, kaj učimo. V 4. letniku smo se nekako odločili, da bomo to prepustili dijakom, da pripravijo prizore, da pripravijo program pač takšen, kot si ga sami želijo. Ko sva prvič prišla v Soboto, mi je rekel, kaj je gospodstvo drugega kot le obleka, pa tistih nekaj finih besed, ki se jih tudi da naučiti. Zdaj pa je to na lepem postavil 1000 reči, o katerih sem še sanja ne. Ne reci že spet, da ne veš, ali bo šlo. Ne bojim se, res ne. Ničesar več me zdaj ne strah. Z obema nogama bom danes odločno stopila čez prah. Veš, veliko sem grudala in naposled premislila. Zato imava in pamet. Zato potrebujeva le še srce. Srce? Ja, srce. In ne vem, zakaj, ali tako čutim. Ker ne poznaš Sobote. Briga ni tam za tvoje srce. Žide, ki bi še lastno mater prodali. Pa luterane, ki so sneli z oltarja Devico Marijo. Edino denar je tam zakon. Kdor ga že ima veliko, mu ga bodo vzeli, kdor ga ima malo, mu ga bodo še dali. Nič drugače pa ni z gledom, častjo. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo si ogledali predstavo Onežimo svet s čutno poezijo naše pesnice Neže Maurer. Režiserka profesorica Cilka Jakelj nam je zaupala, zakaj se je odločila prav za Nežo. Pesnica Neža Maurer je ženska in odločila sem se, da bi tokratni 8. februar posvetili ženskam, čeprav pravijo, da imamo tudi svoj praznik. In ko sem iskala žensko literaturo, sem ugotovila, da je kar nekaj je, vendar se te pesnice med seboj močno razlikujejo. In ko sem kolebala med Svetlano Makarovič, Milo Kačičevo, se mi je Neža Maurer zdela najbolj široka. Nežo Maurer navadno poznamo predvsem po njenih otroških pesmih ali pa pesmih, ki govorijo o otrocih. Tokrat sem hotela zaobjeti ves njen opus, to so tudi izrazito ljubezenske pesmi in take pesmi, ki govorijo o vztrajanju, bivanju, o tem, da se splača tudi kdaj potrpeti. Drugi razlog je pa bil ta, da je pesnica v teh mesecih praznovala svojo 80-letnico. In ker še tako močno stoji njena beseda, bi lahko rekli v naši kulturi, se mi je zdelo primerno, da tudi srednješolci spoznajo nekaj, česar ni v njihovih učnih programih. Rahlo trkaš od znotraj na vrata. Zunaj je življenje, zeleno in sivo, sončno in deževno, objestno in kruto. Pridi, čakamo te, mati, oče, dedek in babica. Spoznal nas boš po žejnih očeh, pozdrav v stegnjenih rokah in na smehu. Spoznal nas boš po besedah, ki ti bomo čebljali vse vprek, od veselja, da si tu. Ne boj se, lahko nas boš prepoznal, samo pridi, čakamo te. Prihaja, majhen in šibak, in pravi, da je moj. Prihaja, nežen in smehljajoč, in pravi, da me ima rad. Prihaja, živ in razigran, in njegova pot pelje mimo mene v veliki svet. Bim, bom, bom.
Jaz še nisem, jaz šele bom. Grej me in ljubi, z mano potuj in nikdar na mene se ne huduj. Jaz sem otrok, nisem močan, to šele bom, bim bam bom. Tokrat je delo potekalo z odraslimi in ne z mladimi. Ugotovila sem, da ima tudi tako delo svoje prednosti, da se da nadomestiti to mladostno, bi lahko rekli, zagnanost, tudi s čem, torej premišljenim, in to so prinesle torej te gospe, ki so se same javile na avdicijo. Ko je vse postorjeno, se začenja svoboda. Ne tista drobcena vsakdanja, da se lahko zjutraj nagledaš zlatih listov, zvečer knjig, da lahko postojiš z znancem na križpotju ali poslušaš otroka, ko bere spis. Obujaš najudobnejše čevlje in greš peš in spotoma kaj lepega misliš. Ko je vse dokončano, se začenja mirna in neskončna svoboda, ko lahko zavedno odideš. Vsak od nas je samotna gora, otok, mogoče zvezda ali nekaj še bolj samotnega, temnega v temi. Čudež je že to, da se pojavi nekaj ali nekdo, ki to temo razžari in nič več.
naslednjih prispevkih si boste lahko ogledali zanimive dogodke preteklega meseca. V petek 11. in soboto 12. februarja so po vsej Sloveniji potekali informativni dnevi za bodoče srednješolce. Učenci 9 razredov, ki so si ogledali našo gimnazijo, so bili najprej deležni kratke predstavitve pouka in načina dela v Šicu, od koder je potekal tudi prenos v živo po internetu, nato pa smo jim gimnazijci sami razkazali notranjo šole in posamezne učilnice. V učilnicah so potekale različne zanimive delavnice na temo vsakega izmed predmetov. Upamo, da smo na bodoče fazančke naredili čim boljši vtis, če pa kdo slučajno ni mogel priti, smo na naši spletni strani pripravili kratek predstavitveni film. Ta fotografski natečaj je bil razpisan meseca decembra in sicer na temo GFML, to smo mi. In potem je bil rok oddaje fotografij konec januarja. Na ta razpis se je odzvalo 10 dijakov, v bistvu 10 dijakin in en dijak. In tu oziroma za mano so zdaj razstavljene te fotografije. Te fotografije so pokazale v bistvu, da vsak dijak gleda na svet skozi svoje oči in to se vidi na teh fotografijah. Vsi udeleženci natečaja so nagrajeni z izletom, ki je še skrivnost, torej destinacija je še skrivnost. So pa bile zbrane tudi 3 najboljše fotografije. V sredo 26. januarja je na šoli potekalo regijsko Cankarjevo tekmovanje iz znanja materinščine. Gostili smo osnovne in srednje šole pomurske regije. Za njih smo pripravili kratek kulturni program in s tem tekmovalno vzdušje malo umirili. Spodbudna govora gospoda ravnatelja in gospe Irene Kumer pa sta nam dala zagon in motivacijo za pisanje in tudi pero je na to teklo lažje. 18. in 19. februarja sta v prostorni telovadnici športne dvorane v Ljutomeru potekala tudi 2 maturantska plesa, ki predstavljata enega izmed vrhuncev za dijake 4. letnikov, ter hkrati tradicionalno napovedujeta, da se približujeta matura in navsezadnje tudi slovo od gimnazijskih klopi. Razredi A, B in E so zaplesali v petek, paralelke C, D in V pa v soboto. Klasičnemu plesnemu programu so sledile izvirne predstavitve vseh razredov z odličnimi filmskimi posnetki in plesnimi točkami, s katerimi so zbranim pripovedovali vsak svojo simbolično zgodbo. Za brezhiben plesni korak naših maturantov je letos skrbela plesna šola Salsa, ki je tudi organizirala tokratno prireditev. Zabaval nas je ansambel Black and White, ki se je trudil, da se je parket tresel vse tja do zgodnjih jutranjih ur. Naša šola je tudi zelo uspešna na področju športa in prav ta mesec se je zvrstilo kar nekaj teh tekmovanj. Več o tem pa nam je povedal eden izmed profesorjev športne vzgoje, profesor Ficko. Mi tekmujemo ponavadi od septembra pa do konca naslednjega leta, torej od 2010 do 2011, in se udeležujemo vseh kolektivnih športnih iger in pa tudi posameznih. Doslej smo imeli relativno dobre uspehe, vendar nekoliko manjše kot lansko leto. V odbojki ženske in moški so dosegli 2. mesto, žal malo manj sreče kot lani, smo finale izgubili zelo tesno. Košarkarji so bili prav tako 2, rokometašice pa so letos na področnem tekmovanju v Pomurju zmagale in se uvrstile na četrtfinale državnega prvenstva. Tam jim žal ni uspelo in so izgubile tako z Mariborčankami kot Ptujčankami. Največ uspeha je bilo pri badmintonu in streljanju ter judo, pa tudi v smučanju v alpski disciplini. V badmintonu je sodelovala Lašič Nuša na državnem prvenstvu in se pri nekategoriziranih tekmovalkah uvrstila na 2. mesto. Zelo dober rezultat in ji čestitamo. Prav tako so bili smučarji na področnem prvenstvu tudi zelo uspešni in se bodo v marcu 15.3. držili državnega prvenstva, ki bo po vsej verjetnosti na Rogli.
Pri judoisti, ki je bilo direktno tekmovanje v državnem prvenstvu, področnega namreč ni, je Hozjan Tadeja dosegla prvo mesto in državna prvakinja, Bednar Aljaž pa 3. mesto. Čestitam, zelo dobro. Največji uspeh so dosegle naše strelke v sestavi Raščan Kaja, Fujs Begi in Krančič Nuša. Na področnem tekmovanju so bile prve, prav tako pa jim je uspel izreden podvig in so zmagale tudi na državnem prvenstvu. Ali je morda tudi naša šola organizirala kakšno tekmovanje? Naša šola je prevzela letos organizacijo področnega prvenstva v malem nogometu za dijakinje. V prejšnjem tednu se je odvijalo to tekmovanje v novi telovadnici v Ljutomeru in rezultati so bili presenetljivo dobri za našo šolo. Kljub temu smo v finalu izgubili z 1:0 ekonomsko in tako osvojili drugo mesto. Naprej se je plasirala prvovrščena Murska Sobota in mogoče bomo drugo leto mi na njihove mesto. Dijaki imamo veliko vprašanj. Pogosto potrebujemo kakšen nasvet, spodbudo. Odgovore dobimo pri naši svetovalni delavki, profesorici Martini Domajnku. Njen dan na GFML je zagotovo pester. Kaj pa ona pravi? Smo v svetovalni službi naše gimnazije skupaj s profesorico Martino Domajnko. Svetovalna služba je nepogrešljiv del te šole, saj se tukaj vpisujete v program, primarno pa skrbi tudi za sodelovanje z dijaki in dijakinjami, s profesorji in z drugimi institucijami. Te dni jo dijaki še pogosteje obiščejo, saj je mesec marec čas, ko potekajo vpisi na izbrane fakultete. Lepo pozdravljeni. Pozdravljene. No, kako poskrbite, da so dijaki kar se da najbolje obveščeni o možnostih nadaljnega študija? To recimo ni delo samo zadnjega meseca ali pa meseca marca, ampak začnemo že prej, v 2., 3. letniku, ko pri razrednih urah se pogovarjamo, kako je možno nadaljevati šolanje, kateri pogoji so pomembni, kako se vpisati. Posebej pa potem v 4. letniku pa imamo več dela tu v svetovalni službi, da se zorganiziramo tako, da vsak razred nekako obvezno ima vsaj 3 razredne ure na temo vpisa v visokošolski študij. Poleg teh razrednih ur imamo potem tudi roditeljski sestanek namenjen za nadaljevanje šolanja in vsakemu dijakinji priporočam, da se predno se vpiše vsaj enkrat, ampak raje 2-krat individualno potem pogovarja z mano. Na tak način to pomeni, da imamo individualno delo glede vpisa in nadaljevanja šolanja in pa skupinsko delo, takrat, ko delamo s celim razredom. Kako pomagate dijakom, da se lažje odločajo za določeni študij, smer študija? Ja, to je vedno težko. Nekateri dijaki pridejo na šolo in že v 1. letniku vejo točno, kaj bodo študirali. So pa dijaki, ki še zadnji dan vpisa, letos je to 8. marec, še zadnji dan se ne morejo odločiti, kaj bi napisali. In potem tako mi v svetovalni službi skušamo se z dijaki pogovarjati, z razredniki, da bi se že mogoče v 3., 4. letniku čim več vedeli o nadaljevanju šolanja. Imamo informativni dan, ki ga organiziramo na naši šoli v mesecu januarju. Letos, na primer, se je predstavljalo 25 fakultet s svojimi študiji in tukaj recimo imajo možnost 3. letniki, da se pridružijo, pa da že oni tudi vprašajo kaj. Potem imamo program Kam in kako v sodelovanju s Zavodom za zaposlovanje, ki ga imamo nameščenega na našem računalniku tukaj v predprostoru svetovalne službe. In recimo v kombinaciji s tem programom Kam in kako in individualnim razgovorom potem s svetovalno delavko se nekako dijaki tudi lažje odločijo, kam bi šli. Seveda pa nikoli ne more svetovalna služba sprejeti odločitve za dijaka. Zaradi česar oziroma v zvezi s čim se še najpogosteje zatekajo k vam po pomoč?
Drugače, svetovalna služba seveda ni samo delo poklicno svetovanje in pa usmerjanje, ampak imamo precej tudi drugačnega dela. Tu imamo tako zelo različna obdobja. Recimo v septembru mesecu so te prilagoditvene težave, ko prvi pa drugi letniki nekako imajo težave ob prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo, tako da moramo mogoče tukaj kaj pomagati ali pa svetovati. Potem ni samo to nadaljevanje šolanja edina stvar, za katero skrbimo v svetovalni službi, ampak včasih sodelujemo s Centrom za socialno delo, če je kaj potrebno. Včasih so kakšne težave v razredu, pa profesorji in profesorice prosijo, da kako naj bi recimo kaj napravili. So pa seveda še kakšne druge možnosti tudi, da svetovalna služba sodeluje. Kako naj se učim pravilno, naprimer, kako naj bom bolj samozavesten ali pa samozavestna, kako naj javno nastopam. In najdejo se stvari, tako občasno, niti zdaj ta hip ne bom vedela povedati kaj. Kako pa se svetovalna služba vključuje v druge šolske dejavnosti? To je pa zelo odvisno od človeka, kakšen je kdo. Poleg tistega, kar svetovalna služba mora obvezno delati, to je delo z dijaki, delo s profesorji, delo z institucijami in pa administrativno delo, je pa lahko delaš tudi kaj drugega. In naprimer zdaj osebno jaz kot profesorca pedagogike pa sociologije, meni so družbene stvari ali pa razmišljanje in odnos do družbe zanimive, zato se jaz vključujem recimo precej v debato, kot mentorica debate, naprimer, se svetovalna služba tukaj vključuje. Potem seveda ne kot svetovalna delavka, ampak kot mentorica debate. Potem vključena sem tudi v precej takih mednarodnih izmenjav oziroma projekti, ki so v zadnjem času tako moderni in pa tako, da glede na to, da imam s tem že veliko izkušenj, pa tudi precej ljudi poznam, potem se lažje recimo v take stvari vključujemo tudi z dijaki, ki jih seveda poznam na tak ali pa na drugačen način. Za nami je prva oddaja Aktualno na GFML. Predstavili smo vam najzanimivejše novice in dogodke preteklega meseca. Upamo, da ste uživali in si želimo, da se nam pridružite prihodnji mesec, ko vam bomo postregli z novimi zanimivostmi. Če pa ste oddajo spregledali, pa si jo lahko ogledate na našem multimedijskem portalu. Se vidimo prihodnji mesec in nasvidenje.